gospodje, dober večer. V naši sredini pozdravljam 3 goste, doktorja Borisa Leskoviča, predsednika Svetovnega slovenskega kongresa in nekdanjega podpredsednika raziskovalnega komiteja pri Svetovni banki. Dober večer. Gospoda Marjana Batagelja, direktorja podjetja Batagel & Company in ki med drugim upravlja s Postojnsko jamo. Dober večer. In doktorja Bernarda Nežmaha, novinarja, sociologa in ekologa. Dober večer. Ja, tako kot je Matej rekel, v poslanico socialnega tedna smo zapisali med drugim tudi. Slovenija je ena najbogatejših držav na svetu. Imamo pestro, naravno in kulturno dediščino, njeno največje bogatstvo pa je človek. Smo ljudje. V zadnjih 20 letih sta se blaginja in kupna moč državljanov močno povečali. Konec citata. Mi pa se kljub bogatstvu vseh vrst še vedno zadolžujemo, smo nezadovoljni, pesimistični, kot da ne vidimo žarka na koncu predora. Za začetek bi postavil za vse 3 nekaj vprašanj in bi začel z vami, dr. Leskovič. Zakaj smo po vašem Slovenci in Slovenke z vašega zornega kota kljub bogatstvu tako nezadovoljni in pesimistični? Ja, to najprej najlepša hvala za povabilo in jaz sem se zdaj zadnje čase na veliki intervju odzval v zadnjih mesecih, mogoče 10 na en vprašal, zakaj pa sem rekel, da v zunaj pravijo, imajo tisti, ki hoče veliko pravijo, najboljši customer is, the best customer is educated customer. Najboljši kupec je tisti, ki je izobražen kupec. In jaz mislim, da najboljši volivci je izobražen volivci in informiran volivci. Tako da zaradi tega jaz to sprejemam, ker upam, da bomo zbudili to našo apatično ljudstvo, ker ljudje so pa, jaz sem danes govoril z eno medicinsko sestro, so zato apatični, ker pravijo na vrh kradejo ogromen in v bankah in tajkuni. Potem, če hočeš nagraditi druge sestre, to je recimo glavna sestra bolnici, prav nobene tist, ki ruhe greje, ali pa tist, ki veliko dela, ni mene razlike. Jaz sem vzamič svetovni slovenski kongres, konferenco zdravnikov iz celega sveta in je bil tam predstavnik njihovih sindikatov in je minister Marušič rekel, zdaj že leta in leta mi ne moramo tega narediti, da bi v Sloveniji imeli koliko v tujini, da bi kirurg, ki naredi 5-6 operacij na dan, bil 5-krat več plačan, kot tisti, ki naredi 1 ali pa 2 na teden. In v sindikati so enostavno proti, pa ga vprašaš, pa ste vi znali, da se tako vprašali. Ja, pa ima odgovora. V bistvu je tle, če je na vrh nekaj narobe, se veste to pregovor od ribe, če so taki krediti bi dali brez poroštva z predsednimi delnicami in tako naprej in se nobenemu ne se zgodi, ni demonstration efekt. V Kitajski je tudi velika korupcija, pa vsake tok časa 3 zaprejo, ali pa te drugega naredijo z njimi, pa se stvar pomiri. In zdaj, če tle 5, 6, 7 tajkunov, pa da vsak teden je zberen, da zdaj pa ta Degrat, ali ne vem pa 40 milijonov, ali 4 milijonov, 5 milijonov v Lichtenstein nakazal, zdaj pa imamo končno. To se ne se zgodi. Tistega Madoffa, ki je ukradel 65 milijard dolarjev v Ameriki, so mu manj en lete trajalo sojenje in je dobil 150 let aresta. Ampak to je bil demonstracijski efekt, da ne drugi pazijo in zdaj so se tudi spravili na Goldman Sachs, pa je mogel predsednik Goldman Sachs odstopiti, ampak vsake tok časa se ne more zaprti, pa teh očitno teh lopov je predvsej pa nas, pa tudi v Ameriki in vse, ampak vsaj nekaj pa se bo pa strašno, da v čas namere. Ker se pa nič ne zgodi, sam ti sodni procesi, pa grejo v mesice, pa marice, pa na koncu nam pridejo, pa ni nič, pa se smejejo, pa še in tako naprej. Zato je apatija, ker se nič na boljš, ker je to nepoštenosti pohlepa, pomanjkanje moralne etike. Jaz ne bom posta moja 2 kolega še kaj povedala, jaz ne bom predolg. Hvala lepa. Gospod Batagel, kaj pa po vašem mnenju, zakaj smo z vašega zornega kota kljub bogatstvu, kada imamo tako nezadovoljni, tako pesimistični? No,
Jaz sem bil pred to dilemo približno 2 leti nazaj, ko smo se odločevali, ali bi speljali projekt Postojnske jame ali ne. Takrat sem bil še na Batagelu, zdaj sem že na Postojnske jame in takrat se je ta, bom rekel, ta podjetniška pohlepnost že kazala svoje prave zobe. Ali takrat brez glavo kupiti še eno družbo, tako kot so vsi kupali, ali so takrat odločili za en popolnoma drug koncept. Ni bilo treba tega narediti z materialnega vidika. Vidika narodovega ponosa je bilo pa to eno čisto drugo vprašanje. Ali smo sposobni kljubovati v tistem času, ko so se tajkuni že omenjali. In te tajkuni so imeli zelo nedefiniran status v družbi. Jaz sem se stalno spraševal, kdo so te tajkuni, kaj je njim skupnega. A sem potem tudi jaz sam ta tajkun, ko kupujem neko družbo, ker se moram v tem trenutku s svojim kapitalom zadolževati. In ravno ko sem se vprašal, ko se moram s svojim kapitalom zadolževati, sem spoznal, da tajkun ne morem biti. Oni so se zadolževali s prihodnostjo, ne s tistim, kar imajo. Jaz sem se pa s tistim, kar sem v 20 letih ustvaril in sem s polno odgovornostjo se pravzaprav izpostavil vsem tveganjem. Ko pa me sprašujete, ali smo tukaj nezadovoljni, naletim na to težavo, ko se sprašujem, komu pa dajemo zgled, da bi bili lahko ljudje zadovoljni, da bi bila mlada generacija zadovoljna, polna upanja, da bi imela željo ustvarjati. Vse pravzaprav te zgodbe, katere vsak dan prebiramo, slišimo, ne morejo biti zgled. In trudim se, da o tem vašem vprašanju čim manj razmišljam in poskušam biti samo zgled. Ker zglede imamo pravzaprav v družini, zglede imamo v svojem okolju, kjer delujemo in zglede moramo imeti tudi. Če tega ni, potem smo čisto izgubili kompas, kam bi želeli iti. In ko bomo to popravili, da bojo te zgledi na vrhu, potem bomo tudi to upanje dajali vsem družbenim slojem in strukturom naprej. V nasprotnem pa bo boljše. Hvala lepa. Dr. Nežmah. Ja, jaz moram najprej povedati, da sem se zelo tepal svojega sodelovanja na tej opravljeni. Organizatorju sem poskušal podobno in počest različiti, da jaz sem nesoden, ampak organizator je na vsak način hotel, da bi slišal moje poglede. Te bojo malo drugačne od predhodnikov. Najprej, jaz sem zelo skeptičen do pojma, da je Slovenija bogata dežela. Mislim, v večjih smislih. Zame je vse bogata vsaka dežela. Druga je pa predvsem problem te naše realnosti. Smatramo se, ne samo Slovenija, ampak cel svet, večji del, napredni, kot dežele napredka. In razvoj tehnologije nam seveda to dokazuje, ne, z najdbe in vse, kar se spremeni v produkcijo, nam se pripovedujejo, kaj vse lahko počnemo, ker naši pradedi niso mogli. Vendar, morda največji mislec 20. stoletja, antropolog Claude Lévi-Strauss je ob koncu življenja, tam pri 90-ih imel eno predavanje na Japonskem. In tam se je postavil pravzaprav tole vprašanje. On je vse skozi študiral bivanja primitivnih ljudstev. Hodil po Južni Ameriki, zanimali so ga veliko navade, običaji in verovanja pri Indijacih. In postavil se je to vprašanje, v čem smo mi bolj napredni da smo res bolj napredni od primitivnih ljudstev. In postavil se je to, mi imamo pravzaprav najbolj napredna civilizacija, smo uničili zrak. Če gledamo Ljubljano in slovenska mesta, imamo pač praktično, se pravi, 2-krat, 3-krat večje koncentracije trdih delcev v zraku, ko so dovoljeni po evropskih normativih. Nikogar to ne more. Če vzamemo vodo, spet dnevno lahko poročamo in veliko beremo o tem, kako je ta voda bolj in bolj kontaminirana. Če vzamemo zemljo, velja spet enako. Zdaj, če primerjamo vse primitivna ljudstva so bila bogata v tem, da so znala ohranjati svojo naravo, svoje sobivanje z naravo.
In tukaj nastane potem resno vprašanje, a smo mi bogati, najbolj napredni, se pravi civilizacija, ki ni sposobna ohraniti svojega lastnega okolja. In v tem smislu je seveda moj prvi zadržek glede termina te naše bogate Slovenije, ki ga mogoče preslabo uporabimo. Drugi je pa seveda to osnovno vprašanje, zakaj se ljudje po dolgem počes zadolžujejo. Seveda to je naravno stanje veliko razvoja kapitalizma, ki ga imamo. Namreč, če vzamemo, da nam svet vodijo mediji. In kaj nam poročajo mediji? Mediji nam seveda poročajo o tem, kaj vse se lahko kupimo, kateri avtomobili so na voljo, kakšne počitnice so, kaj vse bi lahko imeli. In obenem imamo zgodbe o ljudeh, ki vse to imajo. In seveda, ko gledamo na okolje, vse vidimo, česa še nima in si seveda to želimo. Se pravi, mi imamo pravzaprav eno produkcijo v vladajoči ideologiji, ki pravzaprav od nas vse skozi nam postavlja neke želje, materialne želje, ki jim potem sledimo. Sledimo seveda zakaj? Zato, ker se nam jih prvič prikazuje, da so to šik, imenitne želje, da bomo s tem dvignali svoj status. In seveda, ko živimo v svetu, v katerem pravzaprav prihaja vzgib od drugod, skratka iz tržne ekonomije, seveda ljudje pozabljajo postaviti vprašanje, kaj pa sami želimo. A lahko v sebi najdeš kakšno izmed želja. In ker je seveda ta dominacija vladajoče ideologije, ne si bojo negativni tajkuni ali pa pozitivna podjetja, pravzaprav v tako veliki meri delujoča, je seveda jasno, da pravzaprav ljudje razmišljajo, da je treba vse skozi bodi si čim več stvari pomisliti. Konec koncev smo tukaj tudi pri filozofu Fromu, ki se je postavil vprašanje, kaj v življenju, imeti ali biti. In to bi moj dobro začenje. Jaz se določenih meri strinjam kot tega, ker sem jaz prišel na MIT, je profesor Bled in je rekel, jaz sem šel na Peace-Corps, veste, ker je motiv, da vsak študent lahko šel za en let v Afriko ali pa v Azijo in tako naprej. Veste kaj, jaz sem prišel, tam smo imeli čas filozofirati, je bil majhen tribe, majhen pleme in smo kuhali zdravo, smo imeli vrt in smo filozofirali o življenju, pa kaj dobro, pa kaj ni, pa kaj prijateljstvo, pa kaj ljubezen, zdravo. Pol pa jaz pridem v Pariz in grem ob 6-5 teh zjutraj prišel avion in ob 6 se je z podzemno pelal v Pariz, tam šel za 2 dni. Prav, in tam vidim na podzemni, kako čist bledi, sivi, zeleno bledi, na štangah se držijo ljudje, pa grejo v službo. Prav, a mi to hočemo, tam smo imeli čas debatirati, a zdaj mi to hočemo, da bojo te Afrikanci prišli v Pariz živeti in bojo tako živeli, pa garali, da zjutraj še sam sebe ne spozna. Ampak jaz bi vsem rekel, da 10 zapovedi prav, kradi, ne laži in tako naprej. In je velika razlika med enim Jožetom Colaričem, ki počas razvija firmo in ima zdaj podružnice in fabrike in v Evropi, in v Ameriki hoče odprti, in na Japonskem, in ima, rečemo, 500-700 evrov plače, pa ste zadovoljen, pa ima vikend, pa ima hišo. En Kordež je pa hotel imeti 200, 300, 800 milijonov, pa pokrast, ne pošten zaslužiti. Torej pa še to rekel, da že Adam Smith, ki je napisal knjigo Wealth of Nations, je rekel, če ni ene pravičnosti v družbi, pa če ni ene mere pohlepa, si kaj pa rabiš? Hišo, pa vikend, pa mogoče na avto, zakaj pa rabiš 100 milijonov? Kaj boš pa s tem naredil? Poseben, če je ukradeš. Res je, da je bila tam ena zelo bogata italijanska igralka, ki je doma so stradali, v revčnih delih. Ko se vprašati, kako se pa zdaj počutite, zdaj ste pa 100 milijonov vredni, ne? Ampak veste kaj, življenje je mizerija, ampak če imaš denarja, je bolj večjim komfortom življenje više. Ampak ne pa rabiš, pa ne vem, kakšne milijarde, če zaslužiš na pošten način, kot Bill Gates ali Jobs, je to druga stvar. Če pa pokradeš, če jih z inovacijam naredi, pa s poštenim delom.
Še vi kaj dodal? No. Tukaj, ko je bilo govora o tem, je Slovenija bogata dežela, je pravzaprav zmerom to zelo subjektivna ocena, ker v okolju, kjer ga živiš, ga praviloma zelo neobjektivno ocenjuješ. Slovenija je pač ena dežela, ki ima svojo identiteto. Koliko je pa bogata, je pa to popolnoma drugo vprašanje. Jaz sem v Sloveniji dostikrat rekel, da je Slovenija predvsem incestoidna dežela. To pa zaradi tega, ker s svojo majhnostjo pravzaprav zmeraj skozi neko okno se vidi, kaj se pri tebi dogaja. In to, da vsi razpravljajo o vsem, je pravzaprav tudi največja hiba te družbe. Mi tukaj ne razvijamo, prej sem rekel, zgledov, predvsem pa ne prepoznamo družbe avtoritet. Vsi si jamnemo pravico, da razpravljamo o vsem. To tako ne gre. Jaz pravim, da demokracija traja do tiste točke, ko se izmenjujemo mnenja, potem morajo pa posamezniki prevzeti odgovornost za dejanja. Te odgovornosti pa mi nekaterim nočemo dati, ali jo pa nekateri nočejo prevzeti. V gospodarskih družbah to tako ne gre. Tam se točno ve, kdo ukazuje, ko se z vsem vse pogovarja. Hvala lepa. Glejte, naslednje vprašanje bi se premaknili k zadolževanju. Vemo, da se Slovenija trenutno zadolžuje okoli 10 milijonov evrov na mesec. Prosim? Prosim? Na dan, ja, na dan, pardon. Na dan. In to bo treba enkrat plačati. Zakaj, po vašem mnenju? Kaj je to v nas, Slovencih, da ne rečemo kako odločno stop, da ne rečemo dovolj tega zadolževanja? Kaj je tisto v nas, Slovencih, da se pravzaprav nič ne zgodi? To se poudarja, to se ve, pa vendarle ni nobenih jasnih indicev, niti iz civilne družbe, niti iz novinarskih logov, niti iz opozicije se nekako samo sliši to. Kaj je tisto, da ne moramo reči stop? Dr. Nežmo. Ja. Vsekakor je v Sloveniji najbolj povezana neka izjemna fascinacija na tržno ekonomijo. Seveda, tržna ekonomija je definitivno bolj demokratičen princip urejanja družbe, kot je bila recimo partijska diktatura. Pa vendar, tudi tržna ekonomija ima vsebino. Tržna ekonomija ni nekakvi a priori angel, če to rečemo. In dej, na celi vzhodni Evropi se je dogajalo z padcem starega režima izjemno navdušenje. Navdušenje in verovanje. Verovanje v to, da ko pridejo pravila kapitalistične ureditve, da je to v nebesa. Mene, ko sem še v 98 letih delal reportaže iz Jelcinove Rusije, je bila najbolj nenavadna navdušenost mojih ruskih kolegov, novinarjev, ki se mi zdelo tako imenitno, da so recimo zdaj lastniki časopisov postale banke. In en izmed rezultatov je bil vse odličen. Če so imeli prej po $100 plača, so jih naenkrat bili po 1000. Seveda, stvar se je čez zelo hitro obrnila. Namreč za $1000 so se preselili v boljši četrti, kupili so si avto, skratka, žene so se navadile na dopust hoditi, otroci na računalnike. In seveda, ko je prišlo do vprašanja svobode pisanja, je seveda vsakdo pomislil, kakšna cena je, če izgubi to službo in pade iz $1000 na $100. In to je seveda pomenilo, bi rekel, eno veliko izgubo, se pravi, kritičnosti in popolna ujetost pisanja po nareku vladajoče ideologije. Pri nas je seveda tudi veljala, če vzamemo časopise, pravzaprav ob vseh mogočih prevzemih
samoumevno, da je sinonim za dobro gospodarjenje, dobro vodenje podjetja, da podjetje pokupi čim več drugih podjetij. Skratka, odkje denar, kako denar je bilo relevantno. Zdaj, tisto, kar je seveda manjkalo, je nekaj, čemur reče Chomsky odgovornost intelektualcev. Jaz bi v tem primeru rekel odgovornost slovenskih profesorjev ekonomije. Namreč, ne pomnim v teh časih, da bi kakšen izmed ekonomskih korifej napisal članek, v katerem bi podrobno napovedal in razložil, kako so pravzaprav tovrstne zadolževanja lahko pravzaprav samomorilske. Vendar je še ena značilnost, da to veliko zadolževanje pravzaprav ni prvo v novejši zgodovini. Že 70. leta, zadnje desetletje vladavine našega predsednika in diktatorja Tita, je teklo v neverjetnem zadolževanju države, ki je prišla tekla 20 milijard. In to, kar je bilo zanimivo, je, da pravzaprav nikoli nismo tega miselno kapitalizirali. Nikoli se nismo zavedali tega, da kaj je pomenilo 20 milijard, ampak se to vzeli kot neko naravno dejstvo, da gre ekonomija potem malo slabše, vmes propade enopartijski sistem, pride nov. In ta ideja je veljala dolgo. V začetku se spomnim, če pri nastopu Peterletove vlade se za hip pojavlja neka druga ideja, kako je pravzaprav dobro, da državni primanjkljaj ni prevelik, oziroma dejavni dolg, oziroma dolg države. In ta fasciniranost nad ustvarjenem iz sposojenega je pravzaprav neverjetna. Če vzamemo prestolnico, se pravi, ali pa mesto Ljubljana kot tako, zdaj, ena izmed značilnosti vodenja mestne uprave in župana je to, da se je mesto rekordno zadolžilo. Gre za tako enormne dolgove, da si jaz ne znam predstavljati, kako to mesto lahko preživi, kako v bližnji prihodnosti in doživi bankrota. Edini vir, poleg seveda cestnih prekrškov, je pravzaprav ideja o prodajanju mestnega premoženja, ker se meni zdi pravzaprav samo ničujoča. Pomeni generacije in tudi županov in mestnih očetov, ki so nekoč vodili meste in so prišle tudi do neke lastnine, je zdaj ideja mesta, kako bi to čim več prodali, več kot prodamo, boljše to za mesto. In po drugi strani imamo pa neverjetno fascinacijo, če naredijo, obnovijo oziroma spremenijo, se pravi, kongresni trg, so ljudje navdušeni. Jaz sicer ne vem, na čem so navdušeni, namreč tista drevesa v mojih parih letih propadla, ker so spod naredili garaže in drevo, ki je veliko 20-30 metrov, da bi globoki korenje 5 metrov. In če vzamemo, da je en del tega trga, zdaj so neke ploščice, ne razumem, kakšen trg je. Ampak vsekakor, imamo stadion, ljudje so navdušeni, glasujejo za tega župana. Namreč, mislim, da ena dragocenejših stvari so seveda, mislim, tudi ekonomski kolaps. In najbrž, da slovenska realnost rabi še kakšen mestna realnost, še kakšen streznitveni finančni kolaps, ko se sooča z dejstvom, da imajo, da ima izposojen denar svojo ceno in da moraš v enem obdobju plačati. Hvala lepa, ampak vendar, zakaj Slovenci že v tej fazi ne rečemo ne, a smo toliko neobčutljivi, a je ta fascinacija nad dosežki, vidnimi dosežki, toliko močna, da ne opazimo sploh, ali pa ne jemljamo resno te zadolženosti? Ja, ta zadolženost je seveda na vsakem koraku, če vzamemo takole, na vsakem koraku so nam dopovedovali. Če vzamemo celo iznajdbo zadnjih 20 let, prej na Slovenskem nismo poznali leasinga. In zdaj, kot pravijo ljudje iz leasing hiš, kdo najema pri njih leasing stvari, seveda, to so tisti, ki nimajo to denarja, da bi vzeli kredit. Skratka, v deželi je ena serija instrumentov, ki nam pravzaprav dopovedujejo, da je sposojanje nekaj, kar je simpatično, nekaj, kar samo pri sebi prinaša napredek. Se pravi, da investicija, kakršnakoli že to je, da ne more biti zgrešena. Da vsaka je pozitivna in to je, bi rekel, žal dejstvo, res pa je, da šele
krize. Glede, Islandci so spremenjali, mislim, svoje poglede. Zdaj mislim, da imajo celo proces proti premijerju, ker se sprašujejo, pravzaprav, ker tožilc bo poskušal dokazati, da je bil pravzaprav premijer soodgovoren, da bi svojimi potezami lahko preprečil to, kar se je dogodilo. In dejstvo je, da je islandski standard se prepolovil oziroma dramatično padel. In jaz mislim, da pravzaprav ni druge poti kot lastna izkušnja, da spoznaš, kaj